Lepo pozdravljeni. Moje ime je Brane Senegačnik. Na oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani predavam starogrško književnost. V temle prispevku bi vam rad na kratko predstavil v prevodu seveda najslavnejšega starogrškega lirskega pesnika Pindarja. Pindar je veljal za največje ime lirske poezije, pravzaprav že v antiki. Od njegovega obsežnega opusa se je ohranila pravzaprav samo slaba četrtina in vendar je ta četrtina obsežnejša od vsega, kar se je ohranilo izpod peresa vseh nam znanih pomembnih starogrških pesnic in pesnikov. Pindar je največ pisal religiozno poezijo, pisal je pesmi v različnih liturgičnih žanrih, pajanih, ditirambih, prozodih in tako naprej. Tisto, kar pa se je ohranilo, pa pravzaprav ni liturgična poezija, ampak poezija tako imenovanih enkomijev ali slavospevov, kakor sem to prevedel. V slovenščini je za takšno pesem bil uveljavljen in je še vedno uveljavljen tudi izraz oda, Pindarjeva oda. Ti slavospevi, ode ali enkomiji so bili napisani, zloženi v čast zmagovalcem na velikih vsegrških športnih tekmovanjih, ki so jih prirejali v Olimpiji, Delfih, Nemeji in Korintu. Športnih tekmovanjih sem rekel, in dejansko so ta tekmovanja bila v različnih športnih panogah, seveda pa so ta športna tekmovanja potekala v okviru velikih religioznih praznovanj. In to obeležje, torej to religiozno obeležje se jasno kaže, jasno odseva tako v razumevanju športa, kot tudi v Pindarjevi poeziji, pa tudi v poeziji drugih pesnikov, ki so pisali v tem žanru. To je seveda nekaj precej nenavadnega, da se, bi rekel, kar elitna kultura, elitna pesniška umetnost neposredno veže po temi s športom, ki vsaj v očeh sodobnega človeka ne sodi ravno v elitno kulturo. Še bolj nenavadni pa so Pindarjevi slavospevi z vidika zgradbe in pa jezika. V njih se namreč prepletajo evokacije božanstev, prošnje božanstev za navdih, opisi zmagovalčevega dosežka, uspeha, tudi opisi pogosto njegove kariere, njegovih prejšnjih zmag, tudi kariere njegovih sorodnikov, bratov, stricev, dedov. Potem mitični elementi, ki so lahko izredno različno dolgi, in pa tako imenovane gnome, modre misli, ki so zajete seveda v glavnem iz ljudske modrosti, temeljna spoznanja o življenju, vendar imajo v Pindarjevi poeziji izredno nenavadno individualno obliko, tako da včasih bolj spominjajo pravzaprav na kakšen izrek delskega preročišča, skratka na nekaj težko razumljivega, kot pa na vsem domačo ljudsko modrost. Vse to pa je zvezano neločljivo celoto v izredno dinamičnih in raznolikih ritmih in pa izraženo v silno slikoviti pesniški metaforiki in podobi. Podobju, ki je pravzaprav pogosto niti ne samo presenetljivo, ampak že kar osupljivo. Spominja pravzaprav na včasih na hermetično, modernistično poezijo in je torej mnogoplastno, pravzaprav večpomensko, težko doumljivo, vse skozi pa poetično, sugestivno in bleščeče. Zdaj,
ilustracijo te poezije bi torej predstavil 7. istmijski slavospev, ki je slavil zmago nekega Tebanca Strepsijada v Korintu na istmijskih igrah. Čeprav je ta zmagovalec v Pankratiju, to je bila nekako najbolj divja, surova, gorilna veščina na igrah, torej tega zmagovalca pravzaprav slavospev komaj da omeni. V središču te pesmi je pravzaprav zmagovalčev istoimenski stric, ki je padel v bitki, neki bitki pri obrambi Teb, torej svoje domovine. Ker pa ni nobenih podatkov o tem, kdaj je ta bitka bila, tudi ni konsenza o času nastanka ali uprizoritve izvedbe te Pindarjeve pesmi. Za Strepsijada iz Teb, zmagovalcev Pankrati. V katerem čudovitih del preteklosti tvoje dežele, oblažena Teba, ti duša užila je največ veselja? Je bilo to tedaj, ko povzdignila si Dioniza, ki bujno lasat Demetri bronasto zvočni ob strani sedi? Tedaj, ko v polnočnem si metežu zlatih snežink sprejela najvišjega izmed bogov, ki skozi Amfitrionova vrata je k njegovi ženi šel, da z njo bi Herakla zaplodil? Ali zaradi nasvetov Teresija, gostih od pomena, zaradi ježe veščega Jolaja, zaradi neutrudnih suličarjev, posejancev? Ali tedaj, ko Adrasta iz bitke kričeče, brez sovojščakov si trumne preštevnih, v Argos, ki s konji bogatje poslala nazaj? Ali tedaj, ko na trdne si noge postavila Lakedajmoncev dorsko kolonijo, Amikle pa zavzeli so Aigiri, potomci tvoji, kot je Pitija prerokovala? A starodavni sijaj je zaspal in smrtniki so brez spomina na to, kar v veščine najvišji se cvet ne požene, zapreženo v slavne tokove besed. Zatorej povedi sprevod s hvalnice sladkim napevom še v čast Strepsijadu. Na Istmu je namreč v Pankratiju zmagal, strašen po moči in lepih oblik za oči. Odličnost njegova ni slabša od takšne postave. V svetlobi mus z vijolicami v kodrih plameni in svojemu istoimenskemu stricu delež mladike je dal. Njemu, ki Ares mu z bronastim ščitom namešal, usodo je smrti. A čast postavljena je kot plačilo za pogumne. Naj namreč jasno ve, kdorkoli pod takšnim oblakom točo krvavo odbija od svoje domovine in vojski nasprotni pogubo prinaša, ta rodu someščanov slavo množi do vrhunca, tako za življenja, kot tudi po smrti. Ti pa, Diodotov sin, slaveč si vojščaka Meleagra, slaveč tudi Hektorja si in Amfiaraja, izdihnil cvetočo mladost, v vrvenju prve bojne vrste, kjer najboljši zadrževali vojne spor, še z zadnjimi so upi in pretrpeli neizrekljivo sogorje. Toda zdaj mi on, ki zemljo nosi, naklonil po viharju je vedrino. Zvenci si spel bom lase in zapel. Naj ne kali zavist nesmrtnih, veselja enodnevnega, ki ga lovim, ko v miru stopam proti starosti, usojenemu deležu življenja. Saj brez razlike vsi umremo, le naša usoda je različna.
Če kdo v daljave se zazira, je prekratek, da dospe v do bronastih vital pod sedežem bogov. Krilati Pegas stresel sebe gospodarja je Belerofonta, ki se hotel je povzpeti v nebesna domovanja, v družbo Zeusovo. Sladkost, ki je proti postavi, čaka najbritkejši konec. Nam pa nakloni, o ti, ki lasje ti v zlatu cvetijo, Loksija, na tekmah svojih še v pitoni, venec s cvetovi bogat. To je torej 7. istminski slavospev, ki je bil tako kot vsa Pindarjeva poezija namenjen glasni izvedbi in petju. Tisto, česar nikoli ne bomo mogli poznati, je glasba, ki je spremljala te besede, ki je bila eno s temi besedami. Besede, ki so ostale, so seveda samo sled do tega, kar so te umetnine nekoč bile. Glasba besed nam je ostala kot sled. A ta glasba besed se zdi bogata, tako bogata, da si morda vendarle lahko naslikamo, kako izjemna, kako čudovita je bila ta poezija, ko je zvenela v živo iz ust pesnika in zbora. Hvala lepa za posluh.